Pozdravljeni v oddaji Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z Darjo Pristovnik, ki je mojstrica Tao joge obraza in nam bo povedala, kaj so glavne koristi Tao joge obraza. Zakaj jo izvajati? Glavne koristi Tao joge obraza so, veliko jih je. Po eni strani gre za potovanje vase, po drugi strani gre za harmoniziranje delovanja notranjih organov. Absolutno lepa koža, gladka koža, ampak glavnina se nahaja v notranjosti. Tao joga obraza prižiga možgane, aktivira spomin, aktivira učljivost, vrača v notranjost, v tiste največje zaklade, ki se skrivajo v najbolj oddaljenih delih našega telesa. Se pravi, najbolj v notranjost je treba privrtati z močnimi vajami, z močno aktivacijo mišic, glave, obraza in potem, ko se enkrat iskra prižge, se čisto nov svet odpre in tebi je Tao joga obraza tudi pomagala pri okrevanju po težki prometni nesreči. Glejte nas v Pristni ženski na Ljubljana TV. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca, ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. Zelo sem vesela, da ste danes z nami, ko bomo spoznali izjemno žensko, Darjo Pristovnik, mojstrico Tao joge obraza, ki je svojo življenjsko pot preoblikovala po hudi prometni nesreči. Takrat je 22-letna pevka in plesalka skupine Make-up v nesreči utrpela hude poškodbe, vključno zlomi nog, poškodbo hrbtenice in okvaro vida. Kljub napovedim zdravnikov, da morda nikoli več ne bo hodila in da materinstvo zanjo ne bo mogoče, je svojo vztrajnostjo in iskanjem alternativnih metod okrevanja premagala ovire. S pomočjo Tao joge obraza, ki jo je spoznala pri Savini Atai, je spodbudila regeneracijo telesa in hormonskega sistema. Danes svoje znanje in izkušnje predaja naprej kot certificirana inštruktorica, pomaga posameznikom pri izboljšanju počutja ter ohranjanju mladostnega videza. Predvsem pa je Darja ženska, ki telesni zlomi niso strli duha, prav nasprotno. Skozi njih se je razvila v žensko izjemne notranje moči in zunanje lepote. Srčno sem vesela, da je danes moja gostja. Zato, draga Darja, dobrodošla. Lepo zdrav, hvala za povabilo. Z največjim veseljem. Darja, če se vrneva na tisto noč leta 1998, je težka prometna nesreča prekinila plesno, pevsko ustvarjanje in tebi življenje spremenilo v bistvu v boj za preživetje. Kako se spominjaš ti tega obdobja? Po koščkih, po delih. Ko se tempo stopnjuje, to zdaj vem, takrat nisem vedela, to je tudi ena izmed lekcij, ki jih dobimo v takih trenutkih, takrat je dobro ozavestiti, s kakšnim tempom se stopnjuje, kam to pelje, kaj se lahko zgodi, ker takrat je bilo zelo očitno, da nekaj se mora zgoditi, ker je bil tak tempo, tako stopnjevanje, da toliko smo bile na cesti tudi, da je bilo potem, ne bom rekla samo vprašanje časa, kdaj se nekaj takega tragičnega zgodi, ampak da se nekaj more ustaviti, da se nekaj more zgoditi, nekaj se more presekati. Skratka, zelo očitno se je stopnjevalo vse skupaj in nažalost je potem pač rezultat bil tak, kot je bil. Življenje je poseglo vmes, ne? Tako, ja. In potem je bilo treba pač vse od začetka. Ker vas je res življenje ustavilo, ti si takrat izgubila tudi v bistvu vse svoje prijateljice, ne? Tebi pa so zdravniki napovedali, da ne boš sploh ne več hodila. Kako si se soočala z tako napovedjo oziroma kako si jo potem sploh premagala? Korak po korak.
spet korak po To je koraku. to je pa glavna lekcija, po moje, glavna lekcija vse celotne te zgodbe, da takrat, ko si na tleh, ne moreš več navzdol. To je ena stvar. Tako da kakršnekoli napovedi so, ali pa karkoli se ti zdi, da zdaj pa se ne da, zdaj pa je brezizhodna situacija, nekaj malega se da narediti. In jaz sem te koščke zbirala na kup in sem jih nalagala in iz dneva v dan začneš pol. Verjetno je lažje, če si mlajši, jaz sem bila pač mlajša, če se ti, ne vem, ko si starejši to zgodi, je mogoče veš, da telo ne zapopade toliko hitro nekih zdravilnih procesov, ampak ko si pa mlad, pa si rečeš, ok, saj nekaj bo, a ne, se bo. In pol košček po košček zlagaš in to je nekako tudi osnovna stvar, ki sem jo povlekla potem iz tega, ne, ker še vedno imam težave, še vedno imam veliko te utrujenosti, čisto zaradi fizičnih poškodb. To je ostalo še, ampak vedno znova grem na enak način, kot sem takrat začela, se pravi, vedno v vsakem trenutku lahko nekaj malega narediš. Nekaj malega. In to je tudi nekako osnovno vodilo, ki ga imam od takrat. Jaz rečem, malo plus malo je veliko. Se pravi, če vsak dan daš kapljico, dobiš na koncu nekaj, kar dobi neko obliko ali pa je nekaj večjega nastane iz tega. Samo vztrajati je treba, ne, da se ne ustaviš. Res je osnovno vodilo, korak po koraku. Ljudje velikokrat podcenjujemo vrednost malih korakov, ampak samo majhni koraki nas dejansko pripeljejo do velikih rezultatov. In ti ne samo, da danes hodiš, si še povrh vsega zelo gibčna. Takrat si verjetno spoznala tudi Tao jogo obraza ali je to prišlo kasneje? To je prišlo malenkost kasneje. Jaz sem na začetku, začela pač iz nule, pa če sem ležala in sem rekla, ok, kaj lahko naredim zdaj v tem trenutku. In sem začela z dihalnimi vajami. Se pravi, to lahko dela vsak. Tudi če zdaj kdo po nasvet pride, pač začni nekaj v danem trenutku, lahko v tem trenutku, lahko že nekaj narediš. Se pravi, začela sem z dihalnimi vajami. Ok, v redu. Potem sem začela seveda s krepitvijo mišic. Mišice ti potem okrepijo kosti. In stopničko po stopničko sem nalagala, brskala. Po naravi sem taka, da se rada učim zaradi učenja. Če mi pa še prav pride, pa sploh fajn. Še toliko boljše, ne? Tako da sem nalagala potem te drobne, drobne vaje. Ne vem, tudi spomnim se, da sem ležala recimo cela v gipsu, pa sem rekla, dajte mi kvihte za roke. Roke sem pa lahko, roke sem imela nepoškodovane. In sem potem tam cela v gipsu sem kvihtala v bolnici še. No, potem je pa nekako glavna težava, je bil pa spomin. Zaradi tega, ker sem imela toliko narkoz splošnih, pač vsak, ki je imel eno narkozo, zazna, da mu gre spomin, da se težje učiš, potem koncentracija, te stvari so zelo potem pod vprašajem. In jaz sem imela pa zaporedoma te operacije, eno za drugo, ker so me sestavljali po koščkih in se je to zelo poznalo. Tako da zato pa nekako takrat nisem našla neke rešitve oziroma nekaj, kar bi mi pomagalo, da jaz možgane nazaj aktiviram, prižgem, da to spet začne delati. In takrat sem pa spoznala Savino, in njeno Tao jogo obraza. In sicer takrat je nekako osnovna prva asociacija pri teh vajah je, da likaš gubice. Jaz sem bila takrat, pač nisem imela še gubic, ampak sem rekla, fajn, to pa lahko delam. Kaj druga ne moram delati, ampak z obrazom pa lahko. In sem začela to delati, no in potem, ko sem pa jaz ugotovila, kaj vse to prižiga, in imela sem tudi poškodovane oči, kako to na vid vpliva, kako glavo zbistri, kako prekrvavi.
obraz, kako vpliva potem posredno na celo telo, a ne? Kot smo začeli potem tudi, se pravi, najprej sem začela z obrazom, potem druga stvar je bilo, da smo povezali obraz in telo. Ko pa to povežeš, to je pa pol perpetuum mobile, to pa ni problema potem več, a ne? Da začneš graditi praktično celo telo, postavljati nazaj. Tako da to je bil pa tisti moment, ko sem pa rekla, to je to. Našla sem. Našla si svoj sveti gral. Tako. Ampak predno greva na odmor, samo na kratko še povej, kaj v bistvu je Tao joga obraza? Tao joga obraza je, v resnici je to kar fajn fitness obraznih mišic, oziroma mišic celotne glave, mišic celega telesa, se pravi, vse krožne mišice delajo, mišice medeničnega dna, z dihom potem to povežeš, poženeš, hormonski sistem, zelo celostna vaja je. Tako da včasih kdo reče, a mi narediš Tao jogo obraza? Ne morem ti jaz tega narediti, ne, to ni masaža, to ni akupresura. To je nekaj, kar se naučiš, nekdo te nauči, potem moraš pa sam delati. Ampak to je, jaz rečem, čarobna palčka. In o tej čarobni palčki bomo govorili takoj, ko se vrnemo. Počakajte z nami. Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri danes gosti mojstrico Tao joge obraza Darjo, s katero se pogovarjava o glavnih koristih, o čarobni palčki, ki je Tao joga obraza. Povej nam več, Darja. Kje ne začnem? Najprej je treba začeti delati. Se pravi, gre za sistem vadb, ki je osnovan v osnovi za ženske. Obstaja seveda poseben set tudi za moške, ampak narejen je glede na cikl, 28-dnevni cikl, ženski. Se pravi, lahko je menstrualni cikl, lahko je lunin cikl za tiste, ki so izven svojega cikla. Se pravi, takrat se naslonimo na luno, luna je tista prijateljica žensk, in gre za aktivacijo možganske sredice. Se pravi, ko pritisnemo na epifizo, hipofizo, hipotalamus, čisto noter v možganih, takrat se prižgejo lučke in takrat spodbudimo mehanizem, ki dirigira delovanju celotnega hormonskega sistema v telesu. Se pravi, da... Kar je fascinantno. Telovadiš z obrazom, a vplivaš na hormone. Tako. Se pravi, namesto, da gremo na posamezne lokacije na telesu, na posamezne hormone, posamezne žleze, se obrnemo rajš na šefa. Se pravi, gremo po bližnjici, preko vez, gremo direktno do centra središča možganih. Tako, do centra v možganih in pač hipofiza dirigira vsem hormonom, se pravi, edino obščitničnim žlezam, ne pa trebušni slinavki, drugače pa vsem ostalim žlezam ona dirigira, kaj, koliko, posamezne žleze vejo, kaj je treba delati, ampak ona pa pove, kdaj, kaj, koliko. In preko tega, ko stimuliramo možgane direktno noter, preko mišic obraza, tako, ki jih imamo 58 z jezikom vred, ne? Tako, obraza oziroma glave, ker so še lobanske. Lobanske mišice so tiste glavne, čeprav pozabimo, da jih imamo sploh. Torej, preko tega aktiviramo celoten hormonski sistem, kar pomeni, da posledica tega, stranski produkt je likanje gubic, ampak v osnovi gre za to, da ti telo poženeš. In ko pride, ne vem, ženska pa reče, stara sem 60 let, a zdaj bom pa stara 20 let. Ja, ne boš stara 20 let, ampak boš zelo zadovoljna, da si stara 60. Se pravi, boš v bistvu sočna, torej sijoča in polna življenjske energije, ki žari potem navzven. Tako, v najboljši možni verziji, v obstoječi starosti, pa ne, kakor pač ne želimo zdaj izgledati stare
20 let, če smo stari 60, ampak želimo pa biti v svoji najboljši formi, v najboljši kondiciji, z uravnanimi hormoni in potem je tudi počutje top. Top. Kar mi je zelo fascinantno, je tudi to, da ta joga obraza vpliva na delovanje notranjih organov, ne samo hormonskega ravnovesja. Kako je obraz povezan z notranjimi organi? Oziroma, če telovadimo z obrazom, kako potem to tudi vpliva na notranje organe? Ja, več cest je. Ja. Ene ceste so posamezne točke, imamo akupresurne točke, imamo na obrazu. Se pravi, ko aktiviramo določeno področje na obrazu, takrat posredno aktiviramo tudi te točke, ki imajo dostop do posameznih organov v telesu. Drugi način je recimo to, da takrat, ko aktiviramo določeno področje na obrazu, se naslonimo na tako imenovano palačo, ki je povezana z določenim področjem v našem življenju. In to je spet povezano z določenim organom v telesu. Tako da imamo več plasti, preko katerih prihajamo noter do sebe, do svoje notranjosti. Se pravi, eno so odnosi, eno je naša preteklost. Pravimo, da preberemo na obrazu, to je zemljevid našega življenja, in potem pogledamo, kjer so recimo bolj ostri prehodi, se pravi, če imamo neke globoko zarisane gube ali pa brezgotine, takrat je tak kuceljček, hribček je, se pravi, je jarek noter in tisto želimo zmehčati. Želimo, da so prehodi mehki, da je obraz harmoničen in da so prehodi lepi. In to pomeni tudi, da skozi življenje plujemo na lep način, neodvisno od tega, različni smo si, vsak ima različne poti, različne odnose, različne ljudi srečujemo, ampak če lepo plujemo skozi, potem lahko rešimo praktično vse, kar nam pride na pot. To je ena stvar. Se pravi, pogledamo, beremo lahko tudi z obraza o svoji preteklosti. In pa druga smer je pa to, da ko natreniramo obraz, takrat lahko vplivamo tudi na prihodnje dogodke. Ker imamo tudi recimo, ženska, ki je stara 30 let, bo pogledala, kje ima svoje 30 leta, ampak s treningom spodnjega dela bo pa potem tudi na svojo kreirala svojo prihodnost. Tako da, v bistvu potujemo skozi čas lahko tudi. To je zelo zanimivo. Daj pa mi da narediti eno demonstracijo. Če je obraz diagnostični aparat, kaj bi prebrala iz mojega obraza? Ne rabiš za celo. Ogromno ognja. Ogromno ognja. To se vidi že iz tvojih oči, vidi se iz očesnih kotičkov, vidi se iz ustnih kotičkov. Ogromno. Poleg tega tvoja PR mišica, stiki z javnostmi so top. Top. Ja, to je, na tem področju si ti močna. Potem tudi, če pogledaš recimo razmerje obraza, na začetku ni bilo, se pravi, imamo prvo obdobje v življenju, kjer ni bilo takega velikega preboja, kot je bil kasneje. Se pravi, če pogledamo spodnji del obraza, to je to, takrat ti pokažeš, aktiviraš svoje talente tudi. Obrvi recimo so drugo področje, stiki z javnostmi, veza in poznanstva, to je tvoja moč. Po drugi strani je pa to tudi umetniška, se pravi, pisana beseda, povezovanje, lepi odnosi, nasplošno odnosi so tisti, ki so ti pomembni, pa zelo močna jetrna energija, tako da ko si jezna, si pa zelo jezna. In vse to drži. Čisto vse to drži. Ampak res, drage gledalke in gledalci, z Darjo se sicer poznava samo preko ekrana, ker se pri njej učim Tao joge obraza in vsega tega ni mogla vedeti, ker si zdaj sediva prvič naproti. Tako da imate zdaj res dokaz, da je obraz diagnostični aparat, iz katerega se da marsikaj prebrati. Daj pa še povedati, kako začeti za to Tao jogo obraza in kako v bistvu kolikokrat vaditi za najboljše možne rezultate?
začneš takrat, ko, jaz pravim, zato, da obstaja, zaradi tega sem tudi začela učiti. Sem rekla, to je ena taka nora stvar, nujno mora vsak človek vedeti, da to obstaja. A se pol odloči, da to dela ali ne, se vsak sam odloči. Ampak nujno mora vedeti, da obstaja način, da se prižge telo, da se obnovi od znotraj navzven, tudi to, da se da polikati, a ne, obraz, tudi to, ampak vse ostalo, tudi recimo za otročke, a ne, veliko je nepravilne postavitve zobkov, a ne, recimo tudi za ta joga obraza za otroke tudi, ne. Se pravi, da se ustna votlina, da se pravilno postavi, to se da tudi z vajami narediti, kako zobje izraščajo. Moja Kaja je stara 7 let, ne, ko zobki ven popadajo, pa novi začnejo, to je, včasih je pač cel rock'n'roll in je zelo dobrodošlo, da se naučijo preproste vaje, ki jih lahko delajo in potem lepo postavijo, se pravi, da celotno ustno votlino postavijo tako, kot je treba. Ta joga obraza je res fascinantna, ne, dejansko zmehča gube na obrazu, res omehča in ne samo, da omehča torej videz obraza, nežnejši, mehkejši postane, vpliva celostno na telo, torej ne samo fizično, ampak tudi čustveno, mentalno, energetsko. In bova nadaljevali po kratkem odmoru, počakajte z nami. Dobrodošli nazaj v oddaji Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z Darjo Pristavnik, ki je pri okrevanju po težki prometni nesreči pomagala tudi Tao joga obraza. Darja, napovedi za tvoje okrevanje so res bile obupne, bom kar takole rekla. Ne samo, da so ti rekli, da ne boš več nikoli hodila, tudi obeti za materinstvo niso bile prav velike. Pa tudi tukaj si presegla, si presenetila in si danes mamica nadobudne, iskrive Kaje, 7-letne hčere tvoje. Kako je to bilo možno? Glede na to, Plansko. Jaz sem rekla najprej pač, mislim, ja, to je pač riskantno, mislim, za mene je bilo riskantno, ti si imela tudi počeno hrbtenico. Počeno hrbtenico in poškodbo oči, kar pomeni, da a priori sem vedela, če želim jaz roditi, moram, ko bom šla roditi, bom šla na carski rez, to sem vedela. Kar pomeni, da je to še ena splošna narkoza, a ne, že to. In nekako mi je bilo odsvetovano, oziroma da 10-krat premislim, ampak sem jaz, kot rečeno, sem že takrat, toliko mlada sem bila, ko se mi je to zgodilo, da sem imela še časa in sem dejansko pri 40-ih, a ne, je prišel pa tisti impuls, da jaz pa bom zdaj, ne glede na to, kaj bo cena, ampak že prej je rekla Savina, je rekla, veš kaj, Darja, ni problema, ti boš zdaj trenirala, ti boš zdaj v svoji formi, ti imaš zdaj par let, imaš čas, da se ukrepiš, da prideš noter, da hormonski sistem naštimaš, pol pa boš videla, pa bo. In točno to je bilo. In sem nekako po 10 letih vsega tega raziskovanja in pa bildanja svojega telesa, hormonskega sistema, vsega sem bila pa res pripravljena in takrat, ko je prišel ta materinski klic, zdaj pa jaz bi in bom, takrat sem res naredila plan vaj, ne vaj, ampak delala sem meditacije, povezovala sem, knjigo sem napisala o tem potem. Ja, zaradi tega, ker sem toliko enih drobnih stvari delala, da sem rekla, lepa, če eni ženski pomagam, je to to. Skratka, sem dala vse na kup, drobne, male stvari. Spet ista filozofija, ne? Isto, ja. Drobtinica na drobtinico in na koncu je bilo vse v redu. Je bilo vse v redu? Ja. In nosečnost, in porod, vse bilo v redu, nobenih težav. To je res neverjetno, kako lahko človek z malimi koraki in za temi preprostimi gradniki res telo pripravi tudi čez neke
slabe napovedi, čez neke ovire, da pride potem tudi do materinstva. Si mogoče takrat, ali si že verjetno prej, vso to znanje, ki si ga nabrala in vse svoje izkušnje skozi Tao joga obraza, je to bil potem tudi povod, da si postala mojstrica Tao joge obraze? To sem pa že prej. To sem pa že prej. Jaz sem takoj, ko sem ugotovila, da to obstaja, sem šla na tečaj. Potem je bil nadaljevalni tečaj, prva. Potem je bil tečaj za učiteljice, takoj sem bila tam. In to sploh ni bilo vprašanje. Jaz sem se prijavila, pa sem pa razmišljala, kateri dnevi so, kako bom to skombinirala. Zaradi tega, ker sem tako vrednost prepoznala v tem, za vse. Pa takrat, če sploh vedela, nisem za 90% tega, kar zdaj vem, na katerih področjih se pozna, na področjih predvsem, ne vem, demence, Alzheimerja, to so neverjetni rezultati. Iz prve roke so mi ženske dajale potem feedback. Tako da to sploh ni bilo vprašanje, bom jaz to učila ali ne. Nisem imela plana, nisem rekla, zdaj bom pa jaz se zaposlila, pa bom učiteljica, ampak želela sem imeti licenco, želela sem imeti ta papir, da jaz lahko to znanje predam, kdorkoli bo odprt za to, kdorkoli bo to želel. Pač najboljše je, da počakaš, da nekdo sam pokaže iniciativo, ker če greš do nekoga, na vse živo naletiš potem nazaj, ni pravi čas. Ne vem, določene ljudi zanima, določene ne, vsak ima svoj pristop, vsak je dojemljiv za druge stvari. Res je. Ampak je na srečo veliko zanimanje za to, tako da se znanje prek rezultatov širi. Ja, ker rezultati pa res so, ne? Kaj bi ti svetovala našim gledalkam, pa tudi gledalcem, zakaj začeti z Tao jogo obraza? Zakaj? Zaradi tega, ker zdaj vsak ima specifična izhodišča, vsak ima neke specifične šibkosti v telesu, recimo, ampak tudi, če jih kdo nima, jaz bi rekla, najprej naj sam začne. To je ta vstopna koda. Začni, pol, ko vidiš efekt, pol ti nadaljuj. Ampak vedno nagovarjam, tudi naše ženske v skupini, nauči se stvari takrat, ko je vse v redu, ko si zdrava, ko tega ne potrebuješ, nauči se. Zato, ker takrat, ko prideš v neko krizno obdobje, ti to že znaš. Ti takrat samo začneš delati in je že narejeno. Ne začneš se takrat šele učiti, ker takrat je pač treba že narediti, takrat želimo že učinek imeti. Tako da vedno najprej naučiti se, pol pa v svojem tempu nadaljuješ, ampak imaš to narejeno. Ampak je res Tao joga obraza, isto kot joga, klasična joga, ko enkrat vstopiš noter, šele vidiš, kakšen svet se ti odpre, si sploh ne znaš predstavljati, koliko enega znanja in dobrobiti dobiš. Tako, in kje vse te lahko podpre. Točno to. Kaj zate pomeni, Darja, pristna ženska? Pristna ženska? Avtentična. Taka, ki je toliko svoja, da ji ni treba loviti podobe nečesa drugega ali pa nekoga drugega. Se opazujemo, poberemo ta fajn stvari, ampak ne želimo pa biti kopija nekoga drugega. Se pravi, takrat, ko si dovoliš, da si svoja, takrat ti ne odteka nič energije. Takrat si cela svoja in v bistvu je najbolj lahkotno delovati tudi na tak način. Takoj, ko se pa zapakiraš v neke paketke z etiketami, sem pa to, pa to, pa to, takrat pa zgubljamo energijo ravno zaradi tega, ker ne delujemo avtentično. Tako da, pristna ženska je tista, ki pač si dovoli živeti svoje potenciale, tisto, kar njej paše, da je vesela na svoj način, ne tako, kot se spodobi. Seveda smo prijazni do svojega telesa in do okolice, absolutno, ampak da ne igramo to. Da smo res v stiku sami s sabo, da najdemo tiste vzvode, mehanizme svoje, zakaj, kaj nam pomaga v
različnih okoliščinah, da vedno ostanemo v stiku sami s sabo in ta joga obraza je zagotovo ena izmed teh poti navznoter. Poti navznoter, tako je. Glede na to, da si ti res dala eno tako težko preizkušnjo skozi prometna nesreča, slabe napovedi, je še kakšno zaključna misel, neko vodilo, ki bi ga predala našim gledalcem, ki se morda prav zdaj nahajajo v neki težki situaciji? V težki situaciji vedno lahko narediš eno stvar, ugotovi, katera je in naredi jo. In naslednji dan jo naredi 2-krat. In naslednji dan jo naredi 3-krat. In na ta način se ne utrudiš, ni preveč, ampak enostavno počasi gradiš in počasi greš navzgor. In tisto, kar raste počasi, tisto tam obstane. Če se pa zaženemo, potem pa gremo hitro gor, pa hitro dol, pa spet, pa gor, pa dol in to je samo še bolj naporno. Tako da počasi, ampak v vsakem trenutku se da nekaj narediti. Pa še ena stvar je, absolutno poskrbimo za sebe, istočasno je pa fajn, da se zavedamo, da pravijo, volja je šibkejša od okolja. Se pravi, okolje so pa soljudje. In samo to, da ozavestimo, da ja, poskrbimo za sebe, ampak da pogledamo še okrog, pa da pogledamo, kaj še kdo drug potrebuje, ker mogoče česa nimamo, ampak tisto, kar pa imamo, lahko pa damo naprej. In potem krog pride v krog in dobimo po eni X poti točno tisto, kar potrebujemo. Zelo lepa misel. Jaz sem iskreno vesela, da si bila danes moja gostja, podelila svojo izjemno zgodbo, ki je zgodba o notranji moči in kako nam lahko tudi pri okrevanju iz težkih situacij pomaga čarobna palčka, ki se imenuje Tao joga obraza. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, verjamem, da vas je Darjina zgodba navdihnila, da vedno pomislite na to, ko ste v neki težki situaciji, da vas iz nje vodijo lahko mali koraki, ki jih vztrajno, potrpežljivo izvajate vsak dan, da ta joga obraza ni čudežna medicina, ampak je eden izmed mehanizmov, s katerimi se lahko podprete svojo vitalno energijo, svoje dobro počutje in svoje zdravje. Vidimo se v naslednji oddaji Pristna ženska in nasvidenje do prihodnjič.